V slovenski Istri med Koprom in Piranom leži mediteransko mesto Izola, mesto z nasmehom. Identiteto kraja že od nekdaj oblikujejo ribištvo ter pridelovanje olja in vina, ki so še danes pomemben vir dohodkov. Zaradi atraktivne obmorske lege in bogate naravne ter kulturne dediščine se v zadnjih desetletjih najhitreje razvija turizem. Na srednji šoli Izola se veselimo naše več kot 50-letne tradicije. Izobražujemo in usposabljamo dijake za delo v različnih poklicih na ravni srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Izobraževalne programe izvajamo ločeno na 2 lokacijah. Na lokaciji Polje 41 izobraževalna programa Zdravstvena nega in kozmetični tehnik. Na lokaciji Ulica Prekomorskih brigad 7 izobraževalne programe gastronomske in hotelske storitve, gastronomija in turizem, gastronomija in program predšolska vzgoja. Šolanje omogočamo tudi dijakom iz bližnje in širše okolice, zato deluje v sklopu zavoda tudi dijaški dom. Splošno izobraževalni predmeti potekajo v sodobno opremljenih učilnicah. Strokovne module in praktični pouk pa želimo približati okolju in tehnologiji kasnejših delovnih mest. Zato jih izvajamo v specializiranih učilnicah. Praktični pouk zdravstvene nege pa tudi v splošni bolnišnici Izola. Našim dijakom poleg izobraževanja za poklic omogočimo tudi osebnostni razvoj in jim pomagamo zoreti v svobodne in odgovorne osebe, samostojne in zavedne državljane. Spodbujamo jih pri sodelovanju v različnih projektih, tekmovanjih in širimo njihova kulturna obzorja. Naši dijaki nas vsako leto razveselijo z vrhunskimi rezultati, ki jih pod vodstvom naših strokovnih mentorjev dosežejo na različnih tekmovanjih po Sloveniji. Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijaki iz srednjega poklicnega izobraževanja nadaljujejo izobraževalno pot v poklicno-tehniškem izobraževalnem programu gastronomija. Po uspešno opravljeni poklicni maturi pa lahko dijaki vseh 4-letnih strokovnih programov nadaljujejo šolanje na vseh visokih strokovnih šolah. Z opravljenim 5. predmetom je možen tudi univerzitetni študij. Dobro jutro, sem tekačen. Dijake srednjega strokovnega izobraževanja v programu gastronomija in turizem pripravljamo za poklic gastronomsko-turistični tehnik. Naučimo jih dobro in javno nastopati, skrbeti za sprostitev, gastronomske užitke, družabno življenje in prosti čas gostov. Z izbiro določenih programskih enot se dijaki usmerijo v enega od 2 poklicnih področij: kuharstvo in strežba ali turizem. Tiste dijake, ki izberejo strokovne module z področja kuharstva in strežbe, usposobimo za sprejem naročil gostinskih storitev, organizacijo izvedbe dogodka, pred gosti mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi. Znajo tudi dekorirati in ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi. Če si dijaki izberejo strokovne module z področja turizma, jih usposobimo za dajanje in posredovanje turističnih informacij, za pripravo turističnih aranžmajev, za animacijo gostov, za delo v recepciji in za delo turističnega spremljevalca. Gastronomsko-turistični tehnik se lahko zaposli v gostilnah, restavracijah, hotelih, turističnih informacijskih centrih in turističnih agencijah. Dijake 3-letnega srednjega poklicnega izobraževanja v programu gastronomske in hotelske storitve pripravljamo za poklic gastronom-hotelir. Z možnostjo izbire določenih programskih enot se dijaki usmerijo v 2 poklicni področji: kuhar ali natakar. Če izberejo strokovne module z področja kuharstva, jih usposobimo za pripravo raznovrstnih jedi, slovenskih narodnih jedi in jedi za alternativno prehrano.
Dijake, ki izberejo strokovne module standarda Natakar, usposobimo za estetsko in higiensko ureditev sebe, delovnega mesta in pogrinkov za goste. Dober gastronom hotelir je komunikativen, iznajdljiv, spreten in prijazen. Zna pripraviti manj zahtevne jedi, postreči buteljčna vina in mešati pijače. Zaposli se lahko v restavracijah, turističnih kmetijah, hotelih, bolnišnicah, šolskih kuhinjah in obratih javne prehrane. Dijake srednjega strokovnega izobraževanja v programu predšolska vzgoja pripravljamo za poklic pomočnika vzgojiteljice predšolskih otrok. Pri predšolski vzgoji posvetimo vsa 4 leta šolanja veliko ur v likovni, glasbeni in plesni ustvarjalnosti. Vse dijake naučimo igranja flavte, kot drugi inštrument pa izbirajo med klavirjem in kitaro. Dijaki pridobijo spretnosti za izdelovanje vzgojnih pripomočkov in uporabo različnih materialov. Dijaki se naučijo uporabljati sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki ter spodbujati otrokov celostni razvoj. Odlikujejo jih osebnostne lastnosti, kot so odgovornost, komunikativnost, inovativnost, sposobnost timskega dela, empatičnost, odprtost in vztrajnost. Dijake srednjega strokovnega izobraževanja v programu Zdravstvena nega pripravljamo za poklic srednja medicinska sestra. Usposabljamo jih za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Srednja medicinska sestra stoji človeku ob strani pri rojstvu in smrti. Ima human in odgovoren odnos ter čut dolžnosti do sočloveka in do bolnega posameznika. Zna mu nuditi pomoč, ki jo potrebuje. Po zaključenem izobraževanju dijaki svoje znanje iz zdravstvene nege odraslih, mladostnikov in otrok, anatomije in fiziologije, pozitivne in odprte komunikacije uporabijo v svojem novem poklicu. Zaposlijo se v zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah, klinikah, socialno-zdravstvenih domovih, patronažnem varstvu, domovih za starejše občane, reševalni službi in drugod. Dijake srednjega strokovnega izobraževanja v programu Kozmetični tehnik pripravljamo za poklic kozmetični tehnik. Ta poklic, tako lep in zahteven, pomaga ljudem ohranjati negovan in privlačen videz ter zdravje ter dobro počutje. Njegovo delo je mirno, samostojno in ustvarjalno. Rad se nenehno izpopolnjuje in je pripravljen vseživljenjskega učenja. Terce velik mene, kina boš za zmeron lepa. Med 4-letnim izobraževanjem dijaki pridobijo temeljna strokovna znanja iz somatologije, kozmetologije, pedikure, manikure, masaže, nege telesa in ličenja. Svoje znanje in spretnosti uspešno uporabijo v novem poklicu. Zaposlijo se v masažnih, pedikerskih in kozmetičnih salonih, zdraviliščih in fitness centrih, dermatoloških ambulantah, ambulantah za plastično kirurgijo, gledališčih in na televiziji. Giornata informativa, srednja šola Izla. Eko. Ma dio Bog, ma kje so te ljudje? Robi, kaj moram reči? Predstavi poklice, Rudi. Ja. Poklice. Allora, na tej šoli se boste navadili. Prvo, ščuhati odlične bobiče, napraviti odličen rafošk, se boste navadili organizirati fešte, da boste plesali ko zmotljeni. Kaj moram še reči? Kozmetika, Rudi. Ja, kozmetika. Se boste navadili, se naštimati lepe, se boste namazali, da vas bojo pupiki štimali do kraja. Še kaj? Ja, želodec. Ja. Če vas bo bolj štomek po fešti, po plesi, ni za sabat. Zato, ker se boste navadili točno kakšno medežijo zet. Je prav? Se vidimo. Čau.